prejšnji teden sem v Jaketom, ki je tudi plezalec, pogovor. Pa sem ga na koncu vprašal, tako, če je to zdaj, ki so se preselili, prinesli kakšno spremembo k njim. Pa je tako rekel, ja je. Pa sem že kar slutil, kaj bo rekel. In je točno to rekel. Sem rekel, kaj pa? Ja, da smo se ful polenili, pa da veliko manj okoli hodimo. Ker prej, ki so bili v stanovanjčku, dobro, vi ste le v hiši živeli, pa tako, ampak oni so živeli v stanovanju in je rekel, pa ne se bilo normalno. Jaz sem prišel popoldne, je bilo že zmenen, cek, se usedemo v avto, gremo na vikend, kje ga že imajo, in pol v nedeljo zvečer nazaj in spet. In so hodili dobesedno vsak vikend, zdaj pa živijo tam le v županih njivah, lepo v hiški. Prav, nismo bili na vikendu že nekaj časa, ker nam je to ka vikenda, Pri vas verjetno se ni to toliko poznalo. Vi ste se preselili 20 korakov na sosednji del dvorišča. Ta premik v novo bivanje. Kakšen vpliv je imel? Če je imel kakšen? Premik, mislim, tukaj je pač le, v lesu vse, občutek je, bolj toplo, pa je občutek, kakor da bi v vikendu, tukaj ne rabaš, Siguren pa, sorazmerno s tem, to je res podeželje, je lepa, in ne vem, zdaj sploh nimamo težnje po temu, da bi karkoli kam hodili, da bi imeli še eno stvar, ali vikend si delali, ker je enostavno tukaj lepo, da pa občutek, da ne vem, ne rabaš. Pol na koncu, če že kam hočemo iti, se skoraj nekam odpeljemo, pa potujemo, ali potujemo, pa se vrnemo. Ne bi imeli še še enega vikenda meni bi to bolj predstavljalo, ali pa da bi se mogel zato, da se odmakneš, ali pa meni bi to bolj predstavljalo, jaz imam vse, tukaj kosimo, trijec, skrbim, fajn občutek, les, toplo in še eno tako stvar, to sigurno ne, to nima smisla, ampak tako mislim, ampak vi niste za tega zdaj nič več doma, vi kar potujete, kar kolesarite, tudi tako več dnevno, vi vidim tudi te urbane skoke delate, tako mislim v mesta tudi, veste, ni sam šport, niste bili nek, kje ste, zdaj bi se moral pa malo spomniti, Budimpešta? Ne, to smo pa v bistvu Julijana Trail smo kolesarili. Spet ste kolesarili. Do Gradeža. Aha, ok. Ja, to smo raztegnili, na cel teden. V bistvu, jasno smo si neko gibanje, ampak spod smo si tudi ogledali. Kaj, to ste šli z vlakom do tja, pa potlej? Z vlakom do tja, ja. Pa s kolesom dan za dnem. Tako. Pa ste si rezervirali točke, kje boste spali? Približno smo vedeli, ampak pač, če nam je bilo če nismo ravno velikrat smo tudi, ko smo kolesarili, ker nismo vedeli enostavno, koliko bomo sposobni, kam bomo prišli. V bistvu mi smo kolesarili, pa malo po občutju, ker vidite, je le še tukaj mejhan, smo se pol tekom poti odločali, kje bomo, pač še 40 km prekolesarili, ali 30, in smo sprot. V bistvu smo si sprot tukaj iskali te spalne prenočišča. Vse to je bilo več ali manj po teh hoslih. To ste naredili. Ja, ampak to kje si rekel to? Od Salzburga pa do Gradeža. Mislim, da jih tam okoli 450 kilometrov. Mi smo s Tamanom pol to naredili. Če ste to v tednu naredili, je to super. Ja, mislim, da smo 5 dni, da smo kolesarili, ja. Sem ful lepo, pa tam Akvilina, dol smo mi, hudo. Ja, to verjamem. In tam malo vidite tudi sam kolesaril. Več ali manj sem pa jaz mu ta liš, če se je res zgodilo nekaj, ali vreme, ali karkoli, sem mu pač pomagal s tem, da sem ga pač zapel, pa je to šlo mečkan hitrej. Kaj je to liš, to pa ne priznam? To je fiksna štanga ali? Ne, taka čisto mehna liš, kakor v bistvu najlonska zanka pa noter, da je skrčena, pa se pa raztegne, in daš njemu na balanco, vse pa samo rukneš čez zice, pa je to.
In pa smo, tisti tudi omogoča, da greš mogoče, ker je tukaj mlajši bil, da smo tudi pol zavili, ko smo že radi mi v klanc, pa kje, pa izven šli gonili. In pač tam vidim malo zapel, in je to čisto preprošlo, njemu si ti pomagal, pol pa, pa ti odspred za Švico, pa na popku in začuti, in pa tudi on pol malo pomagal, ker je videl, da dela mašina odspred. Tako da je tam se gor se vse čuti. Na popku in se vse čuti. Ampak to nimate pa nič električno, pa to vse ne? Ne, to pa ne. Ne, zaenkrat še ne. Še ni potrebe. Živamo, da... Ker to mi tudi grega, znači prav, ki grejo. Ni. Pa folk gre z električnimi gorom, pa še tam malo ga naveže, na isto ali na liš ali na štango ali na kaj, pa vleče brez elektrike še sebe, pa še enjega. Še zdravo. Tam, ki drugi morajo lepo bzzz. Da se našuta, trening naredi še zdravo. Tako da ni čudno, da je v pol toliko breg. Tiskaj je že umrem, je njemu čisti počitek, še za kuhovni. Vidite, po moje pri meni na lišu že kar ki šlo breg fajn začutil, da sem zasupihal, tako da je kar mogel pritisniti po moje. Se nič narobe. Ne, drugače pa, to je bilo čisti užitek, tako da zdaj ta lit, Urša je sanjala, nekaj prav, nekaj omenila, zdaj sem se spomnil kot tega, da bi pa šli po Švici, da je, ne vem sicer kje, Kdo naredi ta itinerar za vas? Urša ali ti? Kdo je ti iz familike? To, kam gremo, Urša. Urša naredi? Pot tukaj, Ja, ne, se to pa ni čudno, da moraš ti vleči. Ja, premakni se pa z Uršo, Ti moraš pa vleči. Sem pa za, Ja, sej. Itak sem za, ker to vidim, to je tipika pri familijah. Nekdo mora biti tisti, ki to tukaj je definitivno, familiarno, da gremo pa karkoli ideja, pa kolo, pa Dravograd, ki smo tudi v bistvu z Dravograda, pa tudi Karlovcu smo tudi koles, tudi, mislim, zelo lepo, tudi pri nas, Maribor. Zdaj ta vikend sva bila z Lenko v Italiji, brez kolesa, na 4 kolesih. Ampak tako, ker sva par vasic obiskala, pa tudi med njimi je res teh kolesarjev, je res veliko. Od specialk do takih, do drugačnih, do vse živo kolesarjev, res jih veliko kolesarjev. Tako da to je kar popularen. Pa tudi veliko vidiš, res, ni pa fajn, če te kakšen drž dobi. Niste nikoli kampirali? Ne, zmer si najdete prenočišče. Ne, stamani niso tako, nismo kampirali. A videl pa sta? Čakaj, s kolesom. Ne, tako generalno mislim. Ne, to smo, mi drugače kampiramo veliko tako familiarno, postavimo šotor. Samo tako, da bi pa šli na pot. S kolesom pa še kampirali? S kolesom pa, da bi kampirali, da bi si pač robo, to ultralight, pa torbe naštimali. To pa ne, to se pa pol kar raj ustavimo, z malo bolj slažji, ne vem, pač nismo nikoli razmišljali, da bi potovali. Kaj pa avtodom? Ma ne, se mi zdi, da ga ne bi zdaj, da nam tudi približno ne prav vprašal. Jasno, da je tudi pred avtodomom, dom je, nekako se je ti skoraj bolj pomembna zadeva. Tis pa se mi zdi da gremo raje v hribe, ne bi hoteli biti vezani na nek avtodom, da moramo zaprmeti duši nekam z njemu iti ali pa bi ga imeli, niti da bi vlagali, ne bi enostavno, za naš stil se mi zdi, da ne prišel, prav ne bi imel smisla. Mogoče edin to, bolj v najemu, smo tudi razmišljali, da bi, pač imamo z Uršo željo, da bi jih enkrat pelala, pač tukaj, ne vem, Cermat, Šamonij, Dolomiti, da bi en tak trip naredila, pa Pirineji. Kaj pa gor? Ljudje so včasih ne več avtodome najemali za Skandinavijo, ki je bila draga, pa je bila dostopna sam z domom. Dobro se sliša. Zdaj sem se z dvema srečal, brat pa sestra, ki imata oba. Vsak svoj avtodom, zdaj ona je že v penzionu, on bo pa šel in ona gre za par mesecev, kar po Franciji ali pa tako, in zdaj rekla, zdaj moram iti na Norveško, tle gor. Senja, ti si bil v Seni, sem rekel, jaz sem bil po zimi, ne, ona je šla pa poleti tam gor, vse raziskovati.
Po mojem, tam je fajn, da imaš vsaj kakšne 3 tedenčke. Ja. No, ampak avtodom je drag špas. Ja, če hočeš to izkoristiti, moraš kar resno ga uporabljati. Imaš ljudi, ki delajo dolge, imaš pa ljudi, ki delajo pa vsak vikend. Če ni ne eno, ne drugo, se splača najetne. Ja. Ti bi moral imeti avtodom, bi moral biti prepričljiv, če si jih prodajal. Jaz sem več ali manj bolj to noter, bolj to drugo vgradno servis, dele, so se pokazali prav avtodome, pa v bistvu ga nisem prodal niti. Čakaj, ampak te, ki delajo tle, ki si ti delal, kaj oni naredijo? Oni vzamejo normalni kombi in ti ga zrihtajo v avtodoma. Tudi, ja. Tako, ja? Tudi, ja. Predela se, kupuješ lahko v bistvu... Kar češ? Ja, ali ima par kombi, modelov, ki ga par predelajo, tipov. ali pa se jih je par, takrat se jih je tudi, ko sem jaz bil, se je ne 2 čez zimo, se jih je predelala, naročnik je bil in se je pač tudi prilagodili, tukaj je že bilo znanja, da se je v bistvu ta preprost, Peugeot Boxer, Ducato predelati. Zakaj sem bil jaz v spominu, da je to bilo na Jesenicah? Poj pa en drug na Jesenicah, ki tudi to dela. Ja, tudi so, vse teh je dosti. Dosti. Koliko prije tak? Nimaš pojma. Zdaj, to je že kar nekaj let. Hočem to reči, a se to bolj splača kot prav kupiti avtodom? Ker zdaj ti lahko greš pa kupiš avtodom. Lahko pa kupiš kombi, pa da ti ga oni predelajo. Saj, takrat, ko sem jaz bil, se je to bolj nekako splačal. In pa to kupiti, si ne ti... vem, enega, ko pa jaz vem, mobil veto ali pa neko znamko, ti si bilo, jasno, tako je bilo mehen, se mi zdi dražje. Vem pa ne, mislim, kako si zamisliš noter. Te Ducate, vem, ki so se tudi predelavali, vem, da je bilo cneno, če ti ga je en predelal takole. Kaj to dobiš noter? Kuhinco, za spet, stranišče? Ja, seveda, ja. Tudi stranišče? Tukaj imajo že noter stranišče oddelane. To je za razliko pač od teh multivena ali pa to je moj brat kupil na Jesenicah, zato sem mogoče mislil, da je to bilo to. Predelan, oziroma Kalifornija, Volkswagen dela, tam ni tuša noter, tako. Pa WC-ja, pa kasede. Je, kuhna pa to, ampak ti se pa dejansko imaš pa res oran hladilnik, tudi prostor, in Ducato predelan visok, to je pa top 2 kolesa gor za potovati. Ne, tukaj velik. Meni se zdi ful uporabna zadeva, za 2. Čeprav zame, če bi zdaj že tak stil, kot imamo pa bolj bil, nam bolj, imamo kolesa in kombi, pa ga imaš lahko pol še za službo, avto pa za dnevno, ti za dnevno uporabljati, na stalbi, mislim, recimo ne bi imel Tomaž, namena, ta naš strojni inštalater, ki projektira, ali pa te moje 2 naročnika iz Tržiča, oni imajo pa to varianto, ki imajo pa unga, poltovornakec, ne vem kaj, ki mu pol tiske sonc, tisto tišerja gor naložijo. In s tistim on se s tistim voz skozi, ki gre pa to, pa naloži tišerja gor in grejo 5 jih je, se mi zdi. A 5, da to ali 4 ali 5 so, ne vem, No, te 2, tle iz Tržiča, ona 2 greste in pravita, da je na komod, ampak oni grejo pa komplet familija. Mislim, da so 4, ne vem, ali 5, ne vem pojma. Mi imamo zdaj skede, Ja, vi imate skede. Če bili singa, naredi, ne heca. Pa tudi sem že videl, da so jih noter delali, samo graditelji, pa to, da je bilo, Vse živo naredijo. Mislim, ni bolj način življenja. A poznaš zdaj še koga, ki se kaj tazga loteva, kot si se ti lotil tam okoli? Mislim, a si koga navdušil? A se kaj še nate obrnil? Veliko mi jih je sprašvalo. Pa da so imeli podobno situacijo, pa da sam ne vem, pa če se je kdo, nimam spomina, da bi se kdo to lotil. Mislim, ker ti bi mu lahko res, kakšnemu takmu res veliko dragocenih nasvetov dati, ker si to pot prehodil. Je pa zdaj en dela, ne vem, skeletno bajto, novo, in me je prišel primer, zdaj se mi zdi, da se glih en dan dobim.
ker hoče, ne, pač vse pozna, od gline, kako nastaja, pa tili ploščo pozna, ne, vse, ampak njemu je pa všeč upaš. Ja, so v redu. Zdaj pa me prosil, če lahko pride pogledat, kako pač ta upaš gleda, da njemu je pa všeč, pač, ker je to natur, pa neka klasika in tako hoče imeti, ja. Drugače pa bilo, ja, veliko mi jih je sprašal z Bohinja, mislim, da so prišli vprašati. Ti bi bilo v bistvu za dušo bivalno. Ja, se vem, ja. Sigurno je pa lepo, no, tudi zdaj sem gledal, ko smo ta odprte hiše, tisa, pa po 20, pa kako mi je zdaj to, pa 20 ljudi pelat, pa to. Pa v bistvu, ne vem, prav luštanje je izpadalo, ko sem videl, da pridejo, so prišle familice, pa jih zanima, nekaj stopi, pa ne vem, starejši, ki si hoče eni preprost, pač ker sledijo arhitekturi, in je prav lepo bilo srečati, te ljudi se na zadnje se spomne tudi jaz, koliko lebov, spoh, koliko smo mi raztegnili. Vsaka, ki sem vprašal, vsaka informacija, vsako tako mi je bilo ful dobro, samo da je človek bil pripravljen, si čas vzeti, pa spregovoriti, v temu, Te odprte hiše so iz tega vidika res super, zato ker prvič nekako širijo to kulturo in res je, na prvi trenutek se mogoče za lastnike zdi, šitev, pa 20 ljudi, 2 skupine po 20 ljudi v tam neki po moj bajtac, ampak to so dejansko ljudje, ki pridejo in z nekim spoštovanjem in res jih zanima in ni to neka podivjana drhal, ampak kulturni, tako kot se reče, tako je. In doskrat polk še lastnik reče, jaz se bom pa umaknil. Pa si mislim, pa se jih ne zanima, kva bo arhitekt povedal. Ali pa tudi boš še mogoče izvajalec, lastnik, ker oni se z njim lahko poistovetijo. Tako da to, da si bil ti tam zraven, pa da so lahko tebe vprašali, bilo res. Res hvala, meni je bilo super druženje, kakor sem bil negotov, glede teh stvari, je to, ne vem, prav v redu mi je bilo, prav uživo. Še zdaj se večkrat pohvalim, kaj je to dobro, to sploh ni tako, kakor je dobro, da bi bilo to, pa to rekel, da ne boš pa kaj zdaj boš, se gremo ali se ne gremo, ampak ne, prav je tako, in je fajne stvari se tudi pola ne pokažejo človek, more tudi kakšno stvar vstopati pa odpreti, pa jo deliti, z drugim. Je lej, seveda. Je tako. Sonca obdobja, ki se zaziva še res včasih. Kako da? Sonca obdobja, je silovito nikavna zadeva, ampak lahko tudi nevarno. Mislim, vsaj tudi malo obdobja človek, da je rab, ampak v bistvu vse ta boljše stvari se vsaj po mojih življenjskih izkušnjah pa zmeraj zgodijo v neudobju, z neko malo truda, z neki. To je kar pri plezari ali pa kar pri. Če hočeš imeti dober pršit za dol smučati, moraš gor prideti. Če hočeš imeti tisti občutek, da prav moraš preplezati, ali moraš pa prevoziti to kilometrov. To je. Če bi ti prišel kje, pa se vlegel, se ne bi bilo tistega občutka. In pa če bi zelen k tebi prišel, kaj bi mu rekel? Kaj je bilo zate najbolj stresen, ko se je stvar dogajala? Ker smo si izmišljali, da snovali verjeten ne. Pol ta izvedba je bilo okej, ali? Mislim, razen tega vremena, pa to vreme, pa ustreha, bo to šlo skozi, pač to so po moje take klasične. Drugače pa nekaj hudega, tako bi rekel, stresa, da ne, enostavno smo tukaj bili povezani, stik imeli, non-stop pri problemu, ki se je pojavil, da sem jaz na ta način, se mi zdi vsti stres, ki je nekako prisoten, pregradni tudi tako kompenziral, pač sem živ s tem furov, ni mi predstavljal nekaj tako strahoboječe zadeve, če že nastal problem, sej ne nazadnje, vse smo pač,
pogledali, ne, problemu. Ja, v oči. Ne, pa, Ja. Ne, ali pa pa ga če te- probali nekako rešiti. Sej, Ali pa če te pa velik... večkrat lahko, če pa je bil problem, če se mi zdi, da je tudi, ki se je pojavil, se mi zdi, da tudi, da velikrat tako porino ali pa tiste nekaj odzad psihična podpora, to je treba narediti, Ja. in kva, oškaj ti tam, jaz sem si kar rad, se mi zdi cajt vzel, sem tudi od kakšnega, kdaj je tako poistovetil, se veš, ali se prenavlja kjerkoli, nikdo se je to je rekel, dej, mož je trener, je tam, tretji, jaz pa sama, pa majstri, pa to, pa te, ne, v osnovnem pravilu, se je super, lepa zadeva, sem razlagal, jaz tukaj uživam, ampak merkaj se, moraš presekati pa konc narediti, ne za vsako ceno, sebe poslušaj, da naš sebe naropa, jaz sem to kar hitro za sveta vzel in mi zelo kdaj prav prišlo. Kršna Urša, pa tudi ti, včasih vzad, Boštjan, kva, bomo zdaj tista, pa po teh mnogih letih, jaz sem bil prav včasih, Jaz sem te nežno, sem pa tja spomnil, Urša te ki pregajala. Ful. Jaz pa smo že naredili, Ja. Vem, že pred koncem ste noter, pa to veš, ko je to vrno zgledala, Urša je začela not nositi, jaz pa ven. Res? Ja, pa, da. Vprašajo, a ni povedal? Ne, to pa ni povedala. To besedno. A res? Ja. Ona noti Ne, pa nimam nič, samo, Ja. ne vem, A ta je dobra. detajčki, bla, 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 adijo, pa, a ne, poznaš. Ta je dobra, ne, Urša je res. začela not nositi, jaz pa Jaz ven. imam, tako je bilo, jaz imam nazaj. Ja, kva vprašanje, nisem logična. Ja. Ja, se bomo Boštjan preselila, se ne. Ja. A ja, se res, ja, mi se sejemo. Ja. Ampak ona je tako zajezvana. No, ampak če pa drugače obrnem. Zdaj retrospektivno, se pravi, če pogledaš nazaj, a bi naredil kaj drugače? Mislim, jaz definitivno ne. Evo, super. To je Jaz ne, meni je... vrhunski. Mislim, meni je najbolj všeč... Mislim, Res? ne kako je narejen, samo tudi, tako, tudi proces ali pa karkoli, če bi spremenil v teh 10 letih, ki to traja. Ne samo, da bi bila sobca drugače ali pa tako. ampak Če mene vprašaš, jaz ne. Super. Evo, Če ne. pa, ne vem, mogoče določeni to, če bi Uršo vprašal, pa mogoče vseeno bilo, če bi bilo malo hitreje in tudi verjetno bi bilo, samo, ne vem, čas pri temu je relativno, tako kot smo mi Ja, zdaj. tako kot si rekel, streho nad glavo ste imeli, lepo ste Ja, živeli. in In je to veliko nekaj... boljši način, Ja. kot da bi šlo to na račun enega lifestyla, nekih doživetij, nekih aktivnosti, sigurno. Vedno je skupaj kar največjih stvari tukaj. Ne vem, sploh ne vem, če bi do tega prišlo, ali pa če bi dojel, če ne bi imel Toliko časa. časa. Ne vem, če sem do sebe. Ja. Vprašanje, kva bi se zgodilo. Če ne bi imel na voljo čas, mogoče pa to, ne vem, država pa bi čist nekaj, ali pa bi temu enemu stanovanju, ne vem, Ja. primera, samo. Zato je tudi pol najboljši nasvet nekomu, ki se tega loteva. Ne, če rečeš, jaz ne bi rad spremenil, se pravi, mogoče ni to za vsakega tako, ampak ja, na ta način, da se loti z časom. Ja. A ste kdaj pol razmišljali, da bi aktivirali ta apartmajček za turizem, ali bo to bolj za Jošta? Ker imamo tega ekstra. Aktivacija. Aktivacija za turizem. Ja, ne, mislim, da Da boste zdaj nimate. momentalno ni nič. Ja, tam se veš, mi smo Mislim, zdaj ker vi- malo tam rumpali pa to. Ampak Vi je bi pa to Jošt- takoj oddali, takoj, to bi bilo polno non-stop. Zanče Joštene kolege so prvič prespali, tudi pripeljal sošolce. Aha. Je bil ta Jurij Osman, pa na Krosu so bili fanti, in so Ja. pa fajn tam se imeli. Aha, in si jih pol kaj dal. So prišli na zajtrček, znam, tako da je... Jošt je v bistvu prvi, ki je ti začel uporabljati, da je, Ja, no, saj, da je saj. zaživel. Ne vem, kva bo čista, v bistvu fajn je, da smo to zasnovali, pa da, Ja, mislim, ti si da sigurno. imamo možnosti, In eno in drugo. takole, drugače. Zdaj, da nismo tistih Peter zaprli še z uno Ja. sobo, to nam je omogočilo pa dejansko, ko bo Još Mečken se napolnil svoje v cel,
Zadnje si lahko celo kuhal tam, če bo ti se enkrat do konca zrihtan. Ti si bilo res dobro. Če pa enkrat si 3 odletijo, boste pa res lahko to aktivirala za še turizem. Ja, ti si fajn, no, se mi zdi fajn, da imamo. Pa tudi vici imamo noter tam. Vse. Ločena. Ja, tam pa je, ja. Zdaj ne, ne, tako da tudi kaj še kdaj leti, ja. Ampak drugače pa, ne vem, fajn mi je, da smo tiste Petre pustili, odprte. Proste, ja, ti si. To je bilo, kakšno malenkost bomo siguren še kaj, Ja. Ampak tako, ne vem, vidim, da je praktično skoraj tako razen unga WC ostalo, kakor smo. Ja. Zdaj, ko si ti Petre omenil, je kakšna potreba, da bi še na uni strani zrezali za to svetlobo, ali ne? Ker se v bistvu bi čisto isto formulo lahko uporabljali, ampak meni se nikoli niti niso zdele prav temne. Niti ni tukaj temno. Malo, ko bivaš noter, te siguren mejhan vleče, mejhan te vleče, ampak na nek način je pa tudi polet, Boljš. Se mi zdi, da tako, ko je v bistvu čist, služi, ker bi se dejansko tam bi se pa greli, to je pa zahod. Tudi če bi te lukne, naredili, Ja, bi morali tam pa senčiti. Bi tam mogli siguren od zada, neko simpel, zadevo za tisti čas, da ne pa verjeten. Žgal noter. Ali pa mogoče nekaj, ne vem, ne vem, Ja, v bistvu eventualno samo. Na tistem miniganku med lesom pa stekli bi verjetno morali neko mrežo napeti proti soncu. Ker ti se zahod, tam zna pa res dobro noter žgati. Ja, siguren. Ti skar dosti dobro ustav, Je pa res mogoče, da kdaj, če bi malo pogledal, kaj je proti skozi tudi ne bilo, ampak mi že veliko tudi od spodaj vidimo, zaradi tega nismo nekam zabiti ali pa zakamuflirani ali pa karkoli. Dejansko je prostor zračen, odprt, visok. Na strešno okna se tudi zelo poznajo, ker tudi dajo ta občutek. Ti se zelo. No, zdaj, ta, ko imamo lino, ki je večnivojski. In smo zdaj tam, ko smo hoteli malo zaradi varnosti in smo eno rožo ogromno postavili. Jaz sem že prav tisti. In smo jo dali in mene, pa Tamar Urše niti ne, je tukaj motila, da je zaprt. Rože, da je zaprt, ker smo tukaj cajta noter, mene je. In je tam oken in višina in diha, pa tudi zaradi Tamalih ni, ti si tukaj nizko, tudi če pride. Včasih se kar usedijo, pa tam lezejo gor, pa to. Tako da ne vem, če bomo tam sploh kaj, pa smo mislili, malo začne. Pa da bi prepleteli ali to ali ljudi. Na vsak način, sam zelo trenutno nimamo nič, mogoče pa. Ampak ni take blazne. Ne, lepo je tam, ko gor prideš, da je to toliko odprt, je to res. Res, pa ta višina, tukaj se tudi kar visoko. Ampak to je pa meščansko stanovanje, to so čist druge višine včasih delali. Zdaj, ko noter bivamo tam, se mi včasih kar zdi, da sem malo začutil, tako nižji prostor, navadiš se, in dejansko daje to volumen, dober občutek je. Dober občutek je. Super. Boštjan, kako ne uradno zaključim? Ali imate še kakšen nasvet za druge take graditelje, kot ste bili vi? Ne, hecam se. Mislim, da smo ful se dosti pogovorili o vsej. In o gradnji, in o lifestylu, in o hobijih, in o vsem. Tako da... Fajn je, uživati, če se lotaš v tej stvari. Še to sem te hotel vprašati. To je trajno ostane. Kolikrat pa terasto koriste? Zdaj le smeram več. Skozi? Pa v bistvu tudi pozim. Jaz jo pozim, da rad malo skidarko potegnem, ki je tudi odprta, jaz se rad poigram. Drugače pa v bistvu zdaj le skozi. Zdaj le študiramo, da bomo mogli neki jadrček dati, da bomo tudi en del mečkan, pa tam pride noter mejhan za uno urco, dve, mogoče v kuhno neki jadrček bomo mogli simpel sej toga na dveh koncih ga lahko na fasado upneš, tam pa če bo trikoten, lahko daš en stebr
dobiš ta velike šraufe, ki ga šraufaš noter, ali pa 2, ti si pa sploh ne izjele. Ali pa celo šlo v teraso, zdaj študiramo. Da bi šlo toliko dol, to bo prenisk prišlo. Pa ta jadra, to ti tlele v Mengšu en dela, ker reč ta jadra popravlja. To je ena varianta, drugi pa eni Škofje Loke, ki pa bolj profi, ki pa s temi prav deli za jadrnice, pa to Larimar. To bi bili idealno, da bi tam pač postavili preč ali neko kod za občutka. Lesen, da pol prtnemo tista, tam se pa tako da. Uporabljamo definitivno super zadeva, terasa bi bilo brez terase. To je res tisti lušten podaljček, z tega odprtega. Mi pa otroci hodijo z te strani noter velika, to je kar tako dosti frekventna zadeva. Tudi ko smo vrata tam dali, da niso te skozi nastežajne, je tudi luštano vrata. Se to je boljše. Samo zlati res, pa v kot, pa to je čisto dobro. Moja prvotna želja je bila, da bi se tako, ko so se prej hlevska vrata, da bi se ta vrata odpirala. Ampak prvič dobro, to bi morali biti gigantski panti, pri tej teži. Kaj? Da bi dobro zgledali, to je bila dobra ideja. Zgledali bi dobro, ampak v bistvu bi jih moral boljš bi bilo, če bi jih pivot naredil, se pravi, če so tako vrata, da imaš tukaj nekaj, pa se takole vrtijo. Ampak, ko bi bila odprta, bi precej zabunkala home office. Pa miza, nič. Pa nekaj bi ven gledali, pa to. Tako da jaz mislim, da je to bolj enostavno, pa v bistvu za dani primer boljša opcija. Čudovito. Tudi tako je, dobro izpadla, ni... pa tista je bila, to je super. Kaj? Da je fajna ideja bila tista, pa dobro si se tam spomnil, ko sem jaz štengce narisal, zakaj jih pa ne bi, če so se potegnili. Pa so zdaj tiste in je vrhunsko. Se da posedeti. Pa se tako, z enim občutkom, z eno... Tako, meni ni bilo nikoli narodno reči, da imate jaz pa, to nekako... Ni, brez kakršnega koli tako. Zakaj bi ti bilo pa narodno? Ja, ne vem, se pravzaprav ne vem, zelo prijetno se mi je bilo okoli tega vrteti tudi, pa ment, pa ta angažma, pa to, kako vidiš. Meni isto. Če ne bilo tega, po moje, tudi bi zelo težko to nit, bi ujel vseeno, smo bili tukaj, smo se ogromno slišali, v bistvu, mislim, ogromno. Meni je veliko pomenilo. Pa meni se zdi res fajn to, kar je tudi Roškarja izpostavila, da je to en tak primer, ki še druge požene. Ker zdaj po vsem tem, ki je to popularno ratali skozi vaš objekt, me kar nekaj ljudi kontaktirali in upam, da se bomo s katerimi zmenili. Eni imajo lepe objekte, res lepe objekte, ki se da čudovito narediti noter. Bomo videli, če kaj rata. Takrat te bom popolj za kakšen nasvet vprašal. Nasvet? Ja, seveda. Seveda, z veseljem, če kakšen probaš. Zakaj pa ne, tudi lahko pride pogledati. Veš kaj, to vam ne želim. Dokler se dela, ni problem, pol pa, ker so ljudje enkrat useljeni, se res trudim, da jih ne motim več. Mislim, da vam bom skozi nekoga, že tako sem vas dosti obremenjeval, pa fotograf, pa novinar, pa ambienti, pa OHS. Evo, zdaj te še tle matram. Pa se to so in take stvari, jaz sem to sprejel, ka zraven pa še pa čist, ne predstavljam se, da sploh tega ne. No, super, me veseli, da ti to ni težko, pa da te to ne obremenjuje. Res fajno, da se ustrajajo s tem. Luštanje je bilo za vse, tudi nič hudega, lepi. Dobro bi je bilo, ki mama, a boš tja tudi prije, viš kot ti. Seveda. Se tudi kar klopila tam zraven. Je bila kar zraven. Seveda se ona pa še zraven. Itak, se res. Ona je bila pa res taka duša. Ona blazno v tem uživa. Koliko nas je ona zmer lepo tam sprejela, to nas nikoli pozabil. To zmerom pa to gledaj. Pa Matej je prišel, pa to lepo je pa enega, kako je prijavljam, pa veš, da mi, čisto navdušeno, ona je doma, veš, v taka topla ženska. Doma je, tako da, super, še moja mama razvesela.
Tako da je zdaj čist druga slika, kot kar si prej rekel na začetku, da je rekla, kaj, a kar uske dnu, zdaj pa tako le, ne? Ja, fajn. Ej, Boštjan, zdaj, hvala ti lepa, no, da se oglasil. Mene res se bi lahko še klepetal, bi imela verjetno še kaj, ampak moramo enkrat čato potegniti. Pa držaj še drugič, kakšno rundo. Thanks. Super, nikaj. Za obisk. Hvala te, Matej. Ja, užitek. Takle super pogovor. No, vidiš, pa si rekel, kaj pa mi jaz povedal. Juri, kvando? Ja, 51. Skoro 2 urce, smo ga tavkle. A to je? Skoro 2 urce. Pa meni se zdi, da je zdaj še kar marsikaj, da nisem povedal. Ej, kaj pa nisem? Povej. Ne vem, kako. Nisem. Ne vem. To tako je, Anek, začneš graditi, da ne srečeš človeka, ne pa imaš občutek, da mu nikoli nisi dosti povedal. Ne, se se hit. Ne, super. Dobar. A Bog je uporabil. Na to res zame ni, mislim, tako jaz nisem. Kaj nisi? Zgoren človek. Jaz prav ugotavljam nasprotno. Že tam sem bil prav presenečen na ambienti, ki smo snemali. Što se tam posedla. Urša je bila sploh tako, da govori vsak dan na televiziji, ti pa tudi to, cak. Rekel, wow, Boštjan pa skriva eno plat sebe, ki jo prej, dokler smo gradili, nisem zaznal. Jaz sem kar fajn utrim, sem jim tako. Ja, no, dobro. Ne, tole je drugač. Kaj? A je? Je. Drugač kot? Drugač je pa tam, tukaj tako, ne, podcast. Speechless podcast. Ne razumem, kako misliš drugače? Ne vem, drugače pa tam v ambientih. Ja, no seveda, ja. Meni je bolj to, ne vem, bolj mi sproščena. Ja, sej, meni tudi to bolj sede, zato ker tukaj res lahko o nečem govoriš, dokler ti paše. Ja, ne, pa tudi po mojem, ne vem, tam res ambenga nisem tako poznal. Očitno res kot oseba rabim tudi nekaj časa, da se nekaj navadim na nekoga. Sem pa že tukrat stvari vprašal, ali pa tisto v konektu, da že nekaj pa moram odgovoriti, reči. Se mi tudi ne, če sem iskren, mi tudi ne, spal sem pa to, Ja, hvala Bogu. Sem pismo, mi je sploh kaj pojkvama, zdaj tam, to mene sploh ne skrbi. Če me danes sem zdaj, če me je to zdaj, pa sem vsaj nekaj odgovoril, ne pa zdaj tudi, Dobro. Ja, se že sklopil.